Vprašanje prašnih delcev, o katerih se zdaj tako govori, je res ena zelo zoprna zadeva. O tem se naša ministrstvo za zdravje s tem si ne dela kakšnih posebnih težav, to jih v glavnem ne zanima, zanima jih vse kaj drugega, razne neumnosti, tako kot recimo cigaretni dim, medtem ko prašni delci so za njih, ne vem, atomska fizika, ki je ne razumejo. Dejstvo je, da prašni delci so v zraku, so zelo škodljivi in v Ljubljani jih imamo več, kot bi jih pravzaprav smeli imeti. Zato pri zapiranju prometa v Ljubljani ne moremo pristajati zgolj na to, da se prepove vožnja v mestno jedro, ampak se ob tem mora ponuditi tudi alternativna možnost. In to alternativno možnost mestnega prometa ponuja naš projekt, to je uvedba tako imenovanega hidrobusa ali vodnega tramvaja, če hočete, ki bi vozil po Ljubljanici in po Grubarjevem prehodu v nekakšni krožni vožnji v obe smeri in s tem seveda pobiral celo vrsto potnikov iz pravzaprav celotne Ljubljane. Investicija ne bi bila velika, kajti v investicijo bi vlagali tisti, ki bi imeli od tega korist, to se pravi podjetje, ki bi se spustilo v izvedbo tega projekta in ki bi seveda tudi tržilo te hidrobuse. Zajem prebivalstva, ki bi ga na ta način prevažali po vodi z električnim pogonom, z ladjicami na električni pogon, bi na ta način obsegal od Špice oziroma od Livade pa vse do Fužin po eni strani in potem čez celotno Ljubljano po drugi strani oziroma v obe smeri, tudi v nasprotno smer. Obenem bi na ta način bi lahko zgradili tudi 3 velike parkirne hiše na vhodih v Ljubljano ali pa na delnih vhodih, in sicer ena bi bila pri Fužinah, pri Štepanskem naselju, in sicer tam, kjer je blizu pokopališča, bi lahko zgradili eno veliko garažno hišo, eno bi zgradili tukaj na Hradeckega cesti, to se pravi na drugi strani Grubarjevega prekopa tja proti Golovcu, in tretjo bi lahko zgradili tam pri Livadi. Tam bi bile tudi te postajališča tega hidrobusa, ki bi krožil po Ljubljanici in po Grubarjevem kanalu. Potrebno bi bilo seveda samo prestaviti 2 zapornici. Ene zapornice so pri Poljanskem nasipu, malo nižje dol pri bolnici. To so še Plečnikove zapornice in druge so pa tukaj na Grubarjevem kanalu pri Roški cesti. Ta premik bi bil zelo enostaven, saj bi se zapornice zgradile na novo, na sotočju Ljubljanice in Grubarjevega kanala pri Štepanskem naselju. Na ta način bi se gladina vode dvignila približno za 2 metra in ta vožnja bi bila omogočena. Kasneje v nadaljnjih teh načrtih bi se lahko širila ta vožnja s hidrobusom celo do Vrhnike. Seveda bi morali tukaj upoštevati tudi specifičnost Barja, ki ga Ministrstvo za okolje in prostor ne razume in ga enostavno odriva na stran. Barje je postalo odlagališče smeti, odlagališče tistih, ki se v Ljubljano priselijo in potem na črno gradijo hiše. Zdaj, ni dolgo nazaj, je prišlo okrog 100 romunskih ciganov, ki so se naselili na oni strani avtoceste pri Rakovi Jelši in nikomur nič seveda. Barje je zelo občutljiva zadeva in bi jo bilo potrebno čuvati. Tukaj noter v tem elaboratu, ki smo vam ga razdelili, imate obdelan tudi primer uničenja Barja pri Ingolstadtu, tako imenovani Donau Moos. Tam so Nemci naredili kapitalno napako in uničili določen segment. Zato smo mi tudi napisali nekaj o tej nevarnosti
ki se je verjetno naši gospodje na Ministrstvu za okolje in prostor niti ne zavedajo. Nažalost imamo na okolju ljudi, ki sedijo tam že od samega začetka, od leta 1992 naprej, niso naredili pravzaprav nič dobrega. Slovenija je razsuta, razgonjena, razbita, da ne bom rekel še kakšno drugo besedo. Če letimo nad Slovenijo, pogledamo dol, zgleda kot sračje gnezdo, vsi gradijo, kjer jim paše, uničujejo najboljše površine, uničujejo tisto, kar je deklarirano v Naturi 2000 in nikomur seveda nič. Po drugi strani se pa sprenevedajo, kako skrbijo za naravo. Res je, da to ni vse krivda sedanje vlade, krivda je to predvsem prejšnjih vlad, ki jim je dol visela Slovenija, in pričakovali pa smo, da bo ta vlada po letu 2004 zadeve popravila, pa jih ni. Tako da, če pa pogledamo Pahorja, ki se že razglaša za novega mandatarja, bi pa človek pričakoval, da bi njegova stranka imela kakšen konkreten predlog o rešitvi kakšnega problema, ne pa da kaže samega sebe in pa druge v vrsti bodočih ministrov oziroma ministric, tako da človek ne ve, ali imamo tam eno partijsko zadevo, ali je morda popoldanski sprehod manekenov firme Armani. Nekaj kratkih povzetkov o zadevi. Zavedati se je treba, da bi povezava Poljubljanica omogočila zmanjšanje prometne obremenitve centra za več kot 50%. To je ogromen doprinos. Zmanjšanje onesnaženja zraka oziroma znižanje količine prašnih delcev v prestolnici bi bilo za okoli 30%. Izpust toplogrednih plinov bi se zmanjšal znotraj Ljubljane za kakšnih 30%. Namreč, zakaj gre? Promet bi se zmanjšal, obremenjevanje prometa bi bilo za 50% manjše in vsaj za 30% bi bilo manjše onesnaženje okolja, kajti motorji z notranjim izgorevanjem v veliki meri doprinesejo k tem onesnaženjem. Ravno tako gre tukaj tudi za številne nove turistične možnosti pri teh prevozih po Ljubljanici. Seveda je treba s tem zmanjšati in onemogočiti sramotno plovbo nekakšnih kišt po Ljubljanici, ki delajo res sramoto mestu in ne prinesejo pa nič dobrega. Seveda boste imeli pri tem projektu, imate zraven tudi nekakšen zemljevid, kjer so gori narisani vse nove zapornice, ki jih je treba postaviti, obstoječe zapornice, ki sta dve, kje bi bila parkirišča in pa seveda, kje bi bila postajališča tega hidrobusa. To ima vsak v tisti svoji mapci. Mislim, da je zadeva morda naravnana malo naprej in hvala Bogu, da je naravnana naprej. Ponavadi se v Ljubljani delajo projekti, ki so naravnani za 10 let ali pa še kaj več nazaj, kajti naprej je težko razmišljati, večina tega ne zmore in zato imamo tudi to, kar imamo. Dejstvo je, da enostavnost projekta že sama po sebi vleče k temu, da bi se ta projekt naredil, izpeljal in seveda tudi ovrednotil do te mere, da bi tisti, ki bi vlagali v ta projekt, vlagali zaradi dobička, mesto samo bi dalo dovoljenje zaradi tega, ker bi rešilo veliko krizno situacijo prometa v centru Ljubljane in v bistvu jih ne bi tako rekoč nič koštalo. Vlada pa tudi zaradi tega, ker bi se lahko v letu svojega predsedovanja Evropski uniji predstavila kot država, ki resno razmišlja o tistem, kar najbolj tare današnji svet, to je to globalno segrevanje ozračja. Slovenija bi s tem pokazala, da razmišlja naprej, da je pripravljena nekaj storiti. Vkolikor
se bojo tega lotili, mislim, da je to smiselno. Vkolikor se ne bodo, bodo še enkrat dokazali, da odkot so, kakšni so, odkot prihajajo in kam nameravajo iti. Tja, kamor nameravajo iti, jaz ne bom šel, kajti v tiste predele jaz ne hodim. Mislim, da bi bilo pa prekleto žalostno, če bi še ena taka dobra ideja propadla zaradi neumnosti določenih ministrstev, določenih ministrov, določenih uslužbencev na ministrstvih ali pa samo tistih, ki zaradi fovšije, ker se tega sami niso spomnili, ne bodo podprli projekta, ki ga je predložila Slovenska nacionalna stranka. Hvala lepa.